V Evropi pridelamo približno 12 milijonov ton jabolk, od tega 5 milijonov Poljaki. Območje Južne Tirolske 18 tisoč hektarov dosegajo v povprečju 62 ton. Naši pridelki so v povprečju, boljše da ga ne povem, ampak najboljši pridelovalci so tam nekje 45 ton. Treba bo doseči večji pridelek na hektar, vendar ne na škodo kakovosti, pravi največji pridelovalec sadja v Sloveniji. Vendar je še vedno, sem prepričan, da tako v Sloveniji kot v ostalem delu srednje in zahodne Evrope potrošniki želijo imeti boljše sadje. Tukaj je očitna in dokazana razlika. Seveda, kje pa ta meja med ceno, ki je pripravljen potrošnik plačati več, za to je pa seveda obstaja. Štampar je ministrstvu za kmetijstvo ponudil tehnologijo pridelave jabolk z visokim donosom in nizkimi stroški pridelave, a so jo zavrnili. Ponudil sem projekt, ki bi lahko v naslednjih 3 letih na letnem nivoju lahko dal tudi do milijon DDV-ja več državi. Projekt bi, glede na tisto, kar bi država plačala, bi bil 10 do 20 kratnik tistega, kar bi potem lahko dobila nazaj. Jaz pričakujem, da je država sprejela še boljši projekt, kot je moj projekt. Upam vsaj, da je tako. Trenutno največja težava sadjarjev je izpad letine po lanski hudi pozebi. Interventni zakon o državni pomoči je bil sprejet že poleti, denarja pa od nikoder, je povedal Kozole. Vemo, da je v Avstriji, ki je imela podobno škodo, bilo izplačilo, ki bo zagotovo veliko večje kot primerjalno z našimi, bilo izplačeno že konec lanskega leta. Torej, računam, da bo tudi tu ne toliko samo ministrstvo za kmetijstvo, ampak vsi ostali organi res pospešili, minister mi to obljubil, in računam, da bo kljub današnji napovedi to izplačilo že v mesecu marcu. Po vsem hudem pa vendar nekaj dobrega. Drevesni nastavki v sadovnjakih kažejo na rodno letino, je povedal direktor Evrosada.